Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V javnosti so že delno znani predlogi zdravniške zbornice, kako naj bi se odvijala zdravstvena reforma. Ali lahko poudarite te vaše ključne predloge, ukrepov? Torej, gre za nekatere predloge, ki se tičejo širše zdravstvenega sistema, kot jih seveda vidimo zdravniki, ki že vrsto let spremljamo delovanje zdravstvenega sistema in vidimo pomanjkljivosti. Eno prvih stvari, ki jih želimo vzpostaviti, je reorganizacija zdravstvenih zavodov, ki bi lahko poslovali podobno pravzaprav kot javna podjetja, še vedno v lasti države ali občine. Vsak presežek bi se vračal nazaj v dejavnost, bi pa omogočalo to en boljši način upravljanja, kot ga imamo sedaj. Drugi del se nanaša na koncesije. Tukaj smo mnenja, da zdravnik pridobi možnost za delo s tem, da ima zdravniško licenco in s tem, da ima pogoje dela, v katerih lahko opravlja svoj poklic. Če oboje ima, potem lahko za potrebe javne mreže izvaja svoje storitve. Zdi se nam odveč ta dodatna stopnja, ki jo predstavlja podeljevanje koncesije se strani občine ali države. Na ta način bi v bistvu nekje poenostavili postopke in pravzaprav mobilizirali večje število zdravnikov na bolj fleksibilen način, da bi lahko seveda sodelovali v javnem zdravstvenem sistemu. Tretja stvar je razmišljanje o tem, kako omogočiti zdravnikom na legalen, urejen način, da delajo več, če to želijo, na različne načine, v različnih delovno-pravnih oblikah, bodisi kot zaposleni, bodisi kot zasebniki ali pa v svobodnem zdravniškem poklicu. To je en položaj, v katerem bi lahko zdravnik delal bodisi kot zasebnik ali pri zasebniku ali pa tudi v državni zdravstveni inštituciji, pač glede na dogovor, glede na pogodbe. Svobodni poklic je pravzaprav nekaj, kar je značilno za zdravniški poklic in še za nekatere druge poklice, dobesedno iz antike. Gre za poklice, pri katerih je potrebna zelo visoka usposobljenost, na drugi strani pa gre za zahtevno osebno delo, pri katerem seveda zdravnik tudi neposredno nosi odgovornost. Nekateri zdravniki, manjši del sicer, bi se za ta način verjetno odločili, kot smo se pogovarjali s kolegi. Ta večja fleksibilnost bi jim lahko omogočala, da opravljajo več dela, seveda na reguliran način. Ker bi to do neke mere, vse te spremembe, lahko prinesle tudi nek strah pred tem, da bo kakovost zdravstva slabša, zato je treba ob bok vsem spremembam postaviti neodvisno agencijo za kakovost in varnost v zdravstvu, v katero bi pravzaprav morali podatke, iz katerih bi se generirali potem kazalnike kakovosti, prispevati prav vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Ta agencija bi potem te podatke analizirala v obliki kazalnikov, jih predstavljala v bistvu javnosti, skrbela za to, da se oblikujejo in privzemajo smernice v Sloveniji, da se to obnavlja, obravnavali bi se neželeni dogodki na način, pri katerem seveda iz vsakega neželenega dogodka z analizo ugotovimo, kaj je tisto, kar je treba narediti za to, da bi se ta dogodek v prihodnje preprečil. To so zelo v grobem te bistvene spremembe, potem so pa seveda še številne dodatne spremembe, ki jih ravno tako predlagamo. Tukaj gre recimo načinno potovanja iz ene ravni na drugo, kjer bi v bistvu ne potrebovali nekega administrativnega ukrepa, kot ga poznamo sedaj, ampak gre za mnenje zdravnika, gre za izvid zdravnika, s katerim potem po prioriteti, po triaži ta bolnik dobi ustrezno storitev, torej z manj administracije. Potem, kot veste, nekatere storitve se opravljajo v tujini, ker se pri nas zaradi prezasedenosti ne morejo.
tukaj bi lahko te storitve izvajali zasebniki v državi, tukaj gre predvsem recimo za zobozdravstvene storitve in bi ob tem dobili recimo 80% tega plačila povrnjenega. To so še nekatere take manjše. Že pred časom je skupina zdravnikov predlagala način javnega naročanja z javnimi razpisi, do neke mere soroden temu, kar se dogaja in je urejeno pri zdravilih. To je bilo sicer privzeto v zakonodajo, vendar je šlo za nekatere pomanjkljivosti. Mislim, da je to treba po pravni plati pregledati in ponovno uveljaviti. Mislim, da bi bilo to tako na pamet v grobem vse, še nekatere malenkosti so. Skratka, to so ideje, to so razmišljanja, o katerih se moramo pogovoriti znotraj zdravništva in potem prav gotovo je tukaj še javnost in odločevalci. Zdravniki poznamo en del zdravstva, na koncu so ljudje tisti pač, ki odločijo, kakšno zdravstvo želijo imeti. Kaj bi imeli pacienti recimo od vsega tega ali pa rečemo državljani, kaj bi izboljšalo, kaj bi bilo? Jaz mislim, da bi to povečalo dostopnost. Namreč mi moramo vedeti, da je slovenski zdravstveni sistem kadrovsko sorazmerno šibek, da se to v trenutku ne da povečati, ker se sočasno povečujejo tudi zahteve, bodisi zaradi razvoja znanosti, tehnologije, pa tudi zaradi razvoja demografije, epidemiologije, bolezni. In na ta način bi mobilizirali kar se da torej vse zdravnike v tem javnem sistemu, torej javnem sistemu, ki je javno financiran in je potem tudi javno solidarnostno dostopen. Zraven imamo seveda agencijo za kakovost, ki je nujno potrebna, da spremlja reforme, ampak v bistvu bi jo potrebovali že danes. Kako bi čisto pravno formalno izgledal ta inštitut oziroma se pravi svobodni zdravnik, ker tudi zdaj imajo že možnost zdravniki recimo s podjemnimi pogodbami, z nadorami nekaj več dela tudi pri drugih delodajalcih. V čem bi se čisto v praksi to razlikovalo? To je zdaj pravzaprav sorazmerno neurejeno. Potrebna so dovoljenja, skratka tukaj gre vedno za neko presojo, ali nekdo sme delati ali ne. Tukaj bi šlo že a priori pač za ta status, v katerem bi bila potem urejena tudi recimo delna zaposlitev v eni bolnišnici. Vedelo bi se, da je ta zdravnik ima tudi status svobodnega zdravnika in obenem opravlja še druge dejavnosti. Seveda je pa to stvar, kot vedno, menedžmenta te inštitucije in tukaj se potem pa vrnemo na to prvo točko preoblikovanja teh državnih zdravstvenih ustanov. V čem se pa recimo ta vaš predlog razlikuje od stanja na Nizozemskem, kjer so bili tudi vaši predstavniki, mislim, da torej ta način, da zdravniki delajo bodisi v državnih inštitucijah, zasebnih inštitucijah kot zasebniki, da to kombinirajo, je razvit v različnih evropskih državah na različne načine. Na Nizozemskem je velik del zdravnikov, praktično vsa primarna raven, pa tudi precejšen del zdravnikov na sekundarni ravni, ne na terciarni, v svobodnem poklicu, ampak pri njih to traja že nekaj časa, tako da so se zdaj ti svobodni zdravniki organizirali v neke vrste skupnosti, mogoče jim lahko rečemo zadruge, in potem skupaj ponujajo storitve izvajalcem, torej bolnišnicam ali pa recimo na primarni ravni, tudi večina dela v teh skupnostih. Zdravniki, ki so na Nizozemskem zaposleni, imajo možnost delati tudi zasebno, vendar kot vem iz neposrednih stikov s kolegi, se tega redko poslužujejo. Mislite, da bi tudi tukaj, ali gre vaš predlog tudi v smeri, da bi se na ta način združevali zdravniki? Vprašanje. Lejte, potem je to stvar potreb na eni strani torej bolnikov ali pa bolnišnic, ustanov, na drugi strani tudi dogovora med zdravniki. Mislim, da je na Nizozemskem stvar v tem, da v bistvu to je pa potem nekaj, česar mi še ne poznamo, ampak v zahodni Evropi zlasti mlajši zdravniki ne delajo več polni delovni čas, ampak krajši delovni čas in potem se pri neki storitvi, ki jo ena taka zadruga nudi recimo in bolnišnici, dopolnjujejo. Najlepša hvala. Prosim. Hvala. Gospod minister, slišali ste danes predloge ukrepov za zdravstveno reformo strani Zdravniške zbornice. Kakšno je vaše stališče oziroma razmišljanje, koliko je to kompatibilnosti s tem, kar že sami pripravljate? Glejte, vse v tej luči, v kateri danes smo, je kompatibilno in sprejemljivo.
Danes je moje sporočilo o zdravništvu, torej vlada predlaga in na nek način, če lahko rečem, prosi zdravništvo, da posreduje usklajen dokument z vsemi deležniki zdravništva, kako in na kakšen način vidijo stanje v zdravstvu, pa predvsem nas zanimajo rešitve. Te rešitve bomo seveda skrbno proučili. V maju bomo strani predsednika vlade in mene kot ministra mi sklicali neko skupno srečanje, skupno konferenco z vsemi deležniki v zdravništvu, kjer bomo ta dokument predelali in se odkrito pogovorili o mejah možnega. Dejstvo je, da brez zdravništva ni reforme zdravstva. Prav tako ni reforme zdravstva brez upoštevanja ostalih deležnikov v zdravstvu in to vse moramo narediti v tem trenutku en korak naprej, da bomo prišli do reforme v zdravstvu, ki je nujno potrebna. Strani vlade smo danes dali v javno obravnavo 2 osnutka, torej 2 temeljna zakona, nova zakona v zdravstvenem sistemu in v tej luči bomo nadaljevali in pri pripravi nove zakonodaje bomo upoštevali tudi predloge, ki so bili danes predstavljeni v okviru široke javne obravnave in iskanja nacionalnega konsenza. Ampak, če pogledamo malce podrobneje te ukrepe, prav vaše stališče me zanima, kako gledate recimo na statut zdravnika, svobodnega zdravnika, ukinitev koncesij, preoblikovanje zavodov, recimo, to so zelo nove ideje. Mi smo o teh idejah, predlogih že tudi razpravljali. Tudi smo dali jasno vedeti, da v bistvu se bo potrebno o tem pogovoriti in vse to skupaj do konca leta spraviti v neko zakonodajno obliko. Dejstvo je, da nam zdravnikov primanjkuje. Dejstvo je pa tudi, da mi pričakujemo, da zdravništvo se tudi odkrito pogovori o ekscesih, ki jih ni malo. Po naših ocenah med 15 in 20% in te podatke bomo zdaj v roku 2-3 tednov predstavili in skupaj bo treba najti pot, kaj je dovoljeno, kaj je prepovedano in kako se približati modernim evropskim zdravstvenim sistemom. Katere ekscese imate tu v mislih oziroma kakšne vrste? Ekscese v smislu, da so nekateri kolegi zdravniki, ki zlorabljajo možnosti zakonske, delajo na 2 stolčkih, 3, 4 in potem pridemo do teh ekscesov, do teh plač, ki so. Mi bomo zdaj seveda videli, kdo je kje delal in brez nadzora, in tukaj se seveda strinjamo, to je dejstvo. Torej, Agencija za nadzor in kakovost v zdravstvu neodvisna, torej od politike neodvisna, po vzoru recimo finske Valvire, Švedi imajo tudi podobno agencijo, to je nekaj nujnega in ta zakonodajni predlog pride v kratkem tudi na mizo. Se pravi, če sem vas prav razumel, do maja ne boste recimo ta predlog zdravniške zbornice, recimo, da bi ga poslali v državni zbor kot ministrstvo oziroma? Ne, torej kar se tiče nas, mi bomo šli našim zavezam, tako kot smo vse predloge vseh v zdravstvenem sistemu bomo upoštevali in vse te predloge, potem ko najdemo nek konsens, bomo upoštevali tako v zakonu o zdravstveni dejavnosti, zakonu o zdravniški službi, zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tam bomo definirali in opredelili tudi o koncesiji, o tem, kdo koliko kje sme delati, ampak to je predvideno potem, ko bomo opravili široko javno razpravo šele proti koncu tega leta.